Tako da mislim, da je čas, da utihnete s to rdečo zvezdo enkrat za vselej. Boste tukaj se spakovali in zmrdovali v Ljubljani. Gladko paradira v središču mesta več kot 1:50 neonacistov. Še preden smo sploh začeli, se je že začelo, bom rekla, tisto, kar itak pričakujemo, ne, na takšnih sejah. Poglejte, vse nas tukaj, ne glede na to, ali prihajamo iz desnega, sredinskega, levega pola, bi moralo res skrbeti to, da sredi belega dne v Ljubljani gladko paradira v središču mesta več kot 1:50, približno 50 neonacistov z glavami, s Totenkopfi in z ostalimi simboli, vzklika nacistična gesla, poziva k pogromu nad, ne vem, migranti in podobne stvari. Vsi točno vemo, kaj so nacistični simboli, kaj so nacistična gesla in točno vemo, kaj je nacizem povzročil. In še več, treba bo končno v tej državi iti še korak naprej in prepovedati tudi medije, ki svojo retoriko in svojimi zapisi točno to spodbujajo, da se potem najde par krepkih fantov, ki paradira po cestah in trgih, ustrahuje ljudi, ali pa posameznik, ki lahko kot Breivik pred, ne vem koliko, pred 13 leti povzroči, kar je povzročil. In to v tolerantno, pregovorno, tolerantnem skandinavskem okolju. Kričite na vsa usta o nekem kulturnem marksizmu, o zarotah kulturnega marksizma in v imenu tega se potem dogajajo take stvari. In pred nekaj dnevi, to bom pa navezala, ker je to aktualno, ker se dogaja še naprej in ker bo tak zapis, kot se je zgodil 3-4 dni nazaj na Nova 24 TV, pamflet Breivikovskega kova, ne, smo prebrali na Nova 24, ki dobesedno normalizira Breivikove blodnje in napada tako imenovane kulturne marksiste in pač to ideologijo, ki je v resnici neonacistična ideologija, gladko širi skozi ta medij. Politika je zato tukaj, da prepreči, ko zazna take pojave, tendence v družbi, smo tukaj zato, da izvedemo preventivo, da preprečujemo vnaprej, ne pa da čakamo, da se nam bo zgodil Breivik. Ne? Kar se rdeče zvezde tiče, ne, ki vas tako žuli in srbi. In pravite, da je simbol komunističnega totalitarizma, ne? To je imela recimo rdečo zvezdo kot simbol komunističnega totalitarizma, recimo Madžarska vključena v svoj kazenski zakonik. In tukaj je treba opozoriti na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v zadevi Vajnaj proti Madžarski, številka 33629/06 dne 8. oktobra 2008 razsodilo oziroma presodilo, da je Madžarska kršila pravico do svobodnega izražanja iz 10. člena EKČP, saj rdeča zvezda ne pomeni zgolj simbola komunizma. Tako da mislim, da je čas, da utihnete s to rdečo zvezdo enkrat za vselej, ker rdeče zvezde pa res ne morete primerjati z kljukastim križem. Mi je zelo žal, niti podrazno ne. Toliko, da boste enkrat razumeli, ne pa da poveličujete, oprostite, kolaborante, ki so izdajali partizane, ki so padali mladi ljudje pod rafali nacističnega okupatorja zaradi domačih izdajalcev, vaših domobrancev, ki jih tako poveličujete. Ja, kar smejte se, kolega, saj ste dobro nadomestil kolega Grimsa, moram reči, dober surogat ste za njega. Tako da boste tukaj se spakovali in zmrdovali nad tistimi, ki so žrtvovali svoja mlada življenja za to, da smo mi danes svobodni in da lahko v Sloveniji govorimo slovensko.